Dolenjska skriva v svojih majhnih, na videz nepomembnih podružničnih cerkvah neizmerna bogatstva. Ena takih je cerkev Svetega Duha na Vihru. Prav njena oddaljenost in nedostopnost sta pripomogli k temu, da lahko v njej še vedno najdemo oltarja, ki sta delo slikarja Hansa Georga Geigerja. Zaradi monograma, s katerim se je podpisal na nekatera svoja dela, ga imenujemo tudi Mojster HGG. Kdaj in kje je rojen, ni znano. Zaradi letnice na eni njegovih slik pa vemo, da je v 50. letih 17. stoletja živel in deloval v Novem mestu. Umrl pa je leta 1681 v Zagrebu. Oddaljenost, ki je pomagala ohraniti tako pomembne spomenike v dovolj nespremenjeni obliki, je bila zaradi stalnih klimatskih sprememb v slabo vzdrževanih prostorih hkrati tudi razlog za hitrejše propadanje umetnin. Ideja o razstavi umetnin mojstra HGG je potegnila za sabo željo po kar se da natančnem raziskovanju ter konzerviranju in restavriranju njegovih del. Zato je bilo umetnine potrebno prepeljati v Narodno galerijo v Ljubljani. Razstavljanje oltarjev na manjše dele je bila zahtevna naloga, saj bi majhna neprevidnost lahko povzročila neprecenljivo škodo. Zaradi črvojedine in odpadajočih slikovnih plasti je bilo delo še toliko težje. Nekatere umetnine so bile poškodovane tudi zaradi malomarnosti ali nevednosti tistih, ki so v preteklosti skrbeli zanje. Ponekod so bili skozi slike zabiti žeblji ali pa so bile slike pribite kar na zadnjo stran oltarja. Da ne bi prišlo do novih poškodb, je bilo treba umetnine zaščititi in pripraviti na prevoz. V Narodni galeriji so konzervatorji in restavratorji najprej odstranili najhujšo površinsko umazanijo s hrbtnih delov. S prednjih strani umetnin se zaradi slabega stanja slikovnih plasti v tem trenutku še niso smeli dotikati.
Sledilo je fotografiranje umetnin. Fotografije poškodovanih umetnin in detajli poškodb so edini vidni dokaz, v kakšnem stanju je bila umetnina, preden smo se je dotaknili. Po konzervatorsko-restavratorskem posegu ta podoba namreč nikomur več ne ostane v spominu. Posnetki lukenj zaradi neprimerno zabitih žobljev, črvojedine in drugih poškodb nam predstavljajo najpomembnejši del dokumentacije. Eden resnejših problemov pri lesenih delih umetnin je okuženost z lesnimi insekti. Z anoksi postopkom, to je z izrinjanjem kisika in dovajanjem argona v neprodušno zaprte vreče, je bila izključena možnost za preživetje kakršnih koli organizmov. Dogajanje v vrečah je bilo s pomočjo elektronskih merilcev ves čas pod nadzorom strokovnjakov. Pred konzervatorsko-restavratorskim posegom morajo biti narejene preiskave in analize materialov. Te nam pomagajo odkriti materialno zgradbo in način nastajanja umetnin. Hkrati pa nam pomagajo pri odločitvah, kako se lotiti dela. Ena od najdostopnejših metod je odvzem in analiza vzorcev vseh plasti umetnine. Odvzemanje vzorcev ne sme povzročiti novih poškodb. Zato so vzorci izjemno majhni in ponavadi odvzeti na robovih že poškodovanih mest ali tik ob robovih umetnine. Vsak vzorček je shranjen v svoji škatlici s šifro, mesto odvzetega vzorca pa je z isto šifro označeno tudi na fotografiji umetnine. Vzorci so zaliti v smolo in obrušeni tako, da pod mikroskopom lahko vidimo presek vseh plasti umetnine. Mikroskopija presekov odvzetih vzorcev slikovnih plasti umetnine govori o načinih gradnje teh plasti, o morebitnih preslikavah in določa vrsto pigmentov in včasih veziv. Ker želimo s preiskavami umetninam kar najmanj škodovati, raziskovalci iščejo vedno nove in nove možnosti za nedestruktivne načine preiskav. Manjše ustanove, ki se ukvarjajo s konzerviranjem in restavriranjem, si tovrstne drage opreme ne morejo privoščiti. Zato se povezujejo z znanstvenimi ustanovami. Ena nedestruktivnih metod za ugotavljanje anorganskih snovi, pigmentov in veziv je metoda PIXE, ki jo razvijajo na Inštitutu Jožef Stefan. Pri tej metodi ne potrebujemo vzorcev, saj lahko točke s premerom pol do 1 mm obstreljujemo z žarkom protonov, pospešenih z napetostjo, kar na umetnini sami. Obstreljevanje samo pa ne ustvarja novih poškodb. Ena od pomanjkljivosti metode v tem trenutku pa je ta, da ne moremo zanesljivo določiti, na katere plasti se nanaša pridobljeni podatek. Protoni namreč potujejo skozi vse plasti slike, od površine do podloge. Metoda, ki tudi ni destruktivna in nam dovolj hitro lahko pokaže različne razvojne faze v nastajanju umetnine, je rentgenska radiografija. Metoda zaradi nevarnosti obsevanja zahteva posebno opremljen in zavarovan prostor, česar si spet ne more privoščiti vsaka ustanova.
V Restavratorskem centru Republike Slovenije je bil na ta način preiskan ves slovenski opus umetnin mojstra HGG. Zaradi različne absorpcije različnih snovi, iz katerih so zgrajene plasti slike, lahko na rentgenskem posnetku opazimo potezo čopiča ali nanos barvnih plasti. Najbolj pomembno pa je, da lahko vidimo, če je v zgodovini umetnine prišlo do preslikav ali sprememb v kompoziciji. Pri umetninah mojstra HGG večjih sprememb ni bilo. Pri sliki Sveti Valentini iz Ždinje vasi, ki je delo slikarjevega kroga, pa je na črno-belem rentgenskem posnetku lepo vidna prvotna dolžina las, ki pa je bila kasneje spremenjena. Če želimo ugotoviti, kako se je slikar lotil dela, nam pomaga infrardeča reflektografija. Pod barvnimi plastmi vidimo pripravljalno risbo, ki je s prostim očesom ne moremo opaziti. Če se hočemo prepričati, ali je bila slika že konzervirana in restaurirana in če so kje kasneje doslikani deli, si pomagamo z ultravijolično fotografijo. Kasnejše retuše ali preslikave so praviloma vidne kot temnejše lise. Mojster HGG nam je zapustil precej majhen, vendar zelo raznolik opus. Ob pripravah na razstavo so bile konzervirane in restaurirane vse poškodovane in še ohranjene umetnine samega mojstra in njegovega kroga, ki so nastale na slovenskih tleh. Zaradi materialov in različne stopnje ohranjenosti umetnin je bila tudi izbira načina reševanja njegovih del različna. Leseni deli oltarjev in slik na lesu so bili močno poškodovani. Les je bil preperev in naluknjan zaradi lesnih insektov, zato je bilo utrjevanje nujno. Pri večini slik na platnu je bilo platno v precej slabem stanju. Med posegi v preteklosti so veliko slik zaščitili s premazi hrbtne strani, ki pa danes niso več ustrezni. Ker bi med odstranjevanjem teh premazov lahko prišlo do poškodb barvne plasti, je potrebno barvno plast najprej dobro zaščititi. Pri konzerviranju in restauriranju moramo slike velikokrat sneti spod okvira ali umetnine na lesu razstaviti na osnovne elemente. Ker so žeblji, ki so jih uporabili za pritrjevanje, zarjaveli, jih je včasih težko izpuliti. Pri razstavljanju umetnin na manjše dele je treba najprej dobro razmisliti, kaj bomo storili, ker je že najmanjša napaka lahko usodna. Odstranjevanje neprimernih zaščitnih premazov s hrbtne strani je prav tako zelo tvegan in dolgotrajen proces. Ponavadi je edina možnost mehansko odstranjevanje s skalpelom. Paziti je treba,
da se pri tem ne poškoduje staro in že oslabljeno izvirno platno. V preteklosti so bile nekatere umetnine večkrat preslikane. Predhodne preiskave in sondiranje so pomagali pri odločitvi, kje in do kam bodo kasnejši nanosi odstranjeni. Čeprav so bile slike na platnu v preteklosti že vsaj delno konzervirane in restavrirane, je zaradi slabih razmer, v katerih se je večina umetnin nahajala, prihajalo do novih in novih poškodb. Površina večine slik je bila močno umazana in poškodovana. Lak je bil velikokrat zelo razpokan in potemnel, zato ga je bilo treba odstraniti. Platneni nosilec in barvne plasti slik je bilo potrebno prvič ali znova utrditi in ojačati robove z novimi trakovi platna. S tem je bil hkrati zagotovljen rob za napenjanje na nov podokvir. Po konzerviranju umetnin je sledilo dopolnjevanje manjkajočih delov. Kjer je bil les poškodovan, je bil dopolnjen s posebej za to pripravljenim kitom. Lesene površine, s katerih je odpadla podloga, so bile z izoliranim premazom pripravljene za dopolnjevanje. Odpadla izvirna pozlata je bila nadomeščena z novim zlatom v lističih.
za retuširanje manjših poškodb pa je bilo bolj primerno zlato v prahu. Retuša je zadnje dejanje v restavriranju umetnin. Ta postopek zahteva mirno roko in posebno vrsto koncentracije. Fotografije iz arhivov nam pripovedujejo zgodbe, ki so jih doživljala dela mojstra HGG v zadnjih 50 letih. Prav ena njegovih najbolj znanih slik, Sveti Jurij v boju z zmajem, je vsaj na tej razstavi prvič po dolgem času spet našla mesto v svojem oltarju.